Prehodili bomo, ne vem, tam nekje 7 km, vreme je v redu, ne dežuje, kar je v redu, prevroče pa tudi ni, kar je tudi fajn. Rajš sem tukaj, kakor v šoli. Tudi po mojem ne bo naporno. Mladi so se na pot odpravili tudi za vse tiste, ki so bili pred desetletji za žico zaprti in niso obupali. Tukaj je Ljubljana obdajala žica, ki je bila med drugo svetovno vojno pod italijansko oblastjo. Zelo grozen se mi zdi, da nisi mogel iti na počitnice ven iz Ljubljane, sploh nisi mogel nikamor, zaradi tega, ker si bil obkoljen z žico. V spomin in opomin na ta čas so povojne oblasti zgradile 34-kilometrsko pešpot, ki poteka tam, kjer je bila nekoč žica. A zgodovina ljudi očitno ni naučila veliko, saj so voditelji številne zidove v Evropi postavili tudi po koncu druge svetovne vojne. Leta 1961 zgrajeni berlinski zid je preprečeval, da bi se prebivalci slabše razvitega vzhodnega dela Berlina množično preseljevali v razvitejši zahodni del. V 90. letih prejšnjega stoletja so Španci ogradili Ceuto in Melilo, da bi Afričanom preprečili preseljevanje v Evropo. Tudi sodobno Evropo zaznamujejo zidovi, ki jih postavljamo iz strahu pred begunci in priseljenci. Z bodečo žico se je tako ogradila tudi naša država. To pomlad pa je gotovo zaznamoval tudi zelo strog nadzor šengenske meje. Mogoče to ni najslabša ideja, mogoče je malo prestroga, ker te ljudje bežijo iz države, kjer je vojna. Ja, človek se zihar ob oviri in taki žici počuti drugačen in manj vreden. Ne more pobegati od slabih stvari, začeti novega življenja. Neki prehodimo lahko nekaj pokažemo do tega, kar se je dogajalo, pa do tega, kar se dogaja.